Prijazno pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci lokalnega televizijskega programa Studia Bistrica. Vse dobro v letu 2019 vam želimo. V prvi letošnji oddaji si boste lahko ogledali prispevek o spominskih slovesnostih ob 76. obletnici padca Pohorskega bataljona. Na dan prireditve na Osankarci je območna organizacija Socialnih demokratov Slovenska Bistrica že 19. praznovala dan stranke. Pred koncem preteklega leta smo bili tudi na osrednji občinski proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Pragerskem in na koncertu Okteta Tinije v Bistriškem gradu. Vabljeni k ogledu. Koncert Okteta Tinije. Občinska slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Prireditev ob 76. obletnici zadnjega boja Pohorskega bataljona na Osankarici. Dan stranke Socialnih demokratov. Spominska slovesnost v počastitev 76. obletnice padca Pohorskega bataljona. V Bistriškem gradu je v petek 21. decembra potekal koncert Okteta Tinije z naslovom Nocoj poglej v nebo. Člani Okteta so polno viteško dvorano navdušili z narodnimi, narodno-zabavnimi in dalmatinskimi pesmimi.
Prireditev sta s plesnimi vložki popestrila Aljaž Škojanec in Žanet Manrava. Občina Slovenska Bistrica in krajevna skupnost Pragersko Gaj sta v petek 21. decembra v Domu kulture na Pragerskem pripravila osrednjo občinsko slovesnost v počastitev 26. decembra, dneva samostojnosti in enotnosti. Slavnostni govornik na prireditvi je bil Matej Arnoš, predsednik sveta krajevne skupnosti Pragersko Gaj. V kulturnem programu so nastopili pevca Renata Gračnar in Mitja Krajnc, ter učenke in učenci osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Poskava in osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Poskava, podružnica Pragersko. Pri Treh žebljih nad Usankarico so v soboto, 5. januarja, s tradicionalno slovesnostjo obeležili 76. obletnico zadnjega boja Pohorskega bataljona. Slavnostni govornik na prireditvi je bil magister Dejan Židan, predsednik državnega zbora, ki je posvaril pred nevarnostmi populizma. 21. decembra je Pohorski bataljon, ki je bil kljub svoji maloštevilnosti vse od svoje formalne ustanovitve v septembru 1942 trn peti nacističnega okupatorja počel proti Usankarici. Postavili so si zemljanke, po poročilih naj bi jih bilo 26 in Božič že praznovali z movališčem. Borci so imeli v taboru vsakodnevne vaje, za varnost pa so poleg straž skrbeli patrulje. Nemci so zaradi aktivnosti bataljona izpeljali že več hajk, ki pa niso bile uspešne. Zato so stopnjevali nasilje in se pripravljali na veliko akcijo. 6. januarja je bil izdan ukaz za napad.
8. januar 1943 je skrival svojem dnevu smrt. Bil je že dan, ko so okoli 8. ure zjutraj zagledali prve Nemce. Zatem so sledile nove in nove skupine, vse bliže in bliže. Skupina 69 partizanov se je kljub očitni premoči obrla 2000 vojakom nacistične vojske. Zadnja bitka Pohorskega bataljona, ki je trajala 2 uri in pol, je bila krvavo izgubljena. A Slovencem je dala moralni kapital neverjetnih razsežnosti. Raje smrt kot nesvoboda. Osvobodilnega gibanja na Štajerskem okupator ni uspel uničiti. Le nekaj kilometrov stran od tu, Vrača, sem preživljal svojo mladost. Odraščal sem zgodbami, ki so se pisali v teh gozdovih. O naših junakih, narodnih herojih Pohorskega bataljona, borkah in borci, ki so svoje življenja pustili pod temi drevesi, v svoji nameri in srditi bojevitosti slovensko zemljo osvoboditi sovražnikovih spon. Še danes mi spomini na to zbujajo močna čustva. Naši junaki, sodelavci, gozdarji in kmetje, kot je bil Alfons Šarec Božina, učitelji, znanstveniki, umetniki. Naši junaki delajo, ustvarjajo, znajo in učijo. Naši vojaki so osvoboditelji, ne osvajalci. Naša zgodovina je zgodba o tem, kako iz delovnega ljudstva nastane narod, ki si mora svojo svobodo priboriti z uporom proti zatiranju. Zgodovina Slovenk in Slovencev so napori, da bi bilo tudi navadnim ljudem dobro. So zgodbe o prizadevanju za pravico šibkih in o krivičnosti, ki izvirajo iz sebičnosti. So povesti o ljudeh, ki nimajo drugega kot svoje delo, a ne smejo soodločati o njegovih sadovih. O ljudeh, katerih največji želji sta samostojno odločati in biti na svojem. Spoštovani zbrani, že nekaj časa imam občutek, da se z raznih političnih odrov vidi le zaborjaštvo in trepljanje po ramenih, kot da je dovolj, da govorci le potrdijo prepričanja ljudi, da si želimo iste stvari. Vendar takšen odnos hkrati pomeni, da se možnost resničnega političnega delovanja, to so spremembe za skupno dobro vseh, odmika. Zadovoljni postanemo z rutinicami. Morda se niti ne zavedamo, kdaj je prišel tisti čas, ko so se argumenti porazvodili in umolknili, ko smo utišali naše zahteve v boju vrednot proti nevrednotam, ko se je pod krinko svobode govora v polje normalnega in sprejemljivega razširil sovražni govor, ko se zasmehuje vladavina prava ter vrednoti pravičnost in enakost, ko so se izborjene in zagotovljene pravice prekvalificirali v pravico do izbire, ko so ravnanja večine prevladala nad ranljivo manjšino, ko se je kapital povzdignil nad pošteno delo in solidarnost, ko namesto o dostojnem govorimo o minimalnem. Ko se v več naprednih državah, tudi v Sloveniji, pojavljajo težnje, da se človekove pravice obravnavajo kot stvar zasebnega prepričanja in individualnih vrednot in ne nekaj, kar je del pravnega oziroma ustavnega reda. Nedavni nemiri v več evropskih mestih mi zbujajo zaskrbljenost in kažejo negotovost ljudi, ki nimajo več upanja v ekonomsko varno prihodnost. Razočaranje in strah posameznikov, ki se počutijo ogroženi strani dejavnikov, na katere sami pogosto nimajo vpliva, ljudi navdajajo z obupom. Ljudje, ki so v stiskah, zlasti tisti, ki imajo občutek, da nimajo več kaj izgubiti, so lahek plen sovražnega govora in populističnih retorik gibanj, ki ustvarjajo nevarne delitve med nami. Zgodovina pa je polna dokazov, kako se iz majhne nestrpnosti razvije sovraštvo, ki se konča v trpljenju. Kljub vsemu, ali prav zato, verjamem, da si zato kdaj želimo slišati le, da naše vrednote niso pozabljene. Vrednote,
ki so nam jih premnogokrat svojim življenjem priborili slovenski partizani in slovenske partizanke. A lepo zveneče izjave nikoli ne smejo biti dovolj. Verjemite mi, dobri argumenti in pogumni slogani imajo težo. Odločni koraki imajo težo. Dajejo legitimnost naprednim političnim zahtevam in zahtevam širše civilne družbe. Odperejo razpoke in sprožijo premike skupnosti za dobro vseh. Spoštovani in spoštovani, smo narod utemeljen na boju za lastne pravice in lastno svobodo. Smo uporniki, ki smo celotno zgodovino od svoje oblasti pričakovali veliko. In to pravico zahtevati več imamo tudi danes. Tega ne more prezreti nihče, še posebej ne mi, tukaj prisotni. Josip Vidmar je leta 1943 rekel: o našem osvobodilnem boju, kot največjemu poglavju naše zgodovine, o nas, o vsem tem, kar mi ta leta, te mesece, te dni delamo, kar zdaj ne živimo, kar smo trpeli, kar smo pri tem čutili in česar smo se te naše borbi zavedali, bodo govorili bodoči politiki, ko bodo navduševali Slovence za velika dejanja. Posredovali bomo za namcem duha, ki živi v nas, to junaško blaznost in mi ukazali kot polet naše narodne volje, da bodo iz nje črpali moč za svoje naloge. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, čutim čisto človeško, pa tudi politično in državniško odgovornost, da prevzamem naloge in vplivam na prihodne odločitve. Da se trudim vsak dan znova reševati zahtevna vprašanja, ki so realnost našega časa, s ciljem večje blaginje državljank in državljanov. Da se borim proti vsem in vsakemu, ki želi ogroziti temeljne svoboščine, na katerih je bila zgrajena naša tudi širša domovina, Evropska skupnost. Tovarišice in tovariši, trdno sem prepričan, da to delim z mnogimi vami, ki smo se danes tukaj zbrali. 7 desetletij in pol oddaljenega boja se spominjamo za nosom, pogumom in brezmejno ljubeznijo do domovine. 30-krat močnejšemu in bolje oboroženemu sovražniku so se borke in borci Pohorskega bataljona namesto s predajo odgovorili slovensko pesmijo, ki zveni še danes. Slovensko besedo na slovenski zemlji, na kateri stojimo še danes. Res so minila leta, a ostajamo ponosni in hkrati močno ponižni do te močne zavesti, ki je srce narodovega boja tudi danes. Slava vsem padlim, smrt fašizmu, svoboda narodov. Slovesnosti so se udeležili številni predstavniki države, med njimi tudi predsednik Borut Pahor. Vence pred spominsko obeležje padlim borcem Pohorskega bataljona so položili tudi drugi predstavniki javnega in političnega življenja ter predstavniki 6 občin, ki gostijo prireditev: Slovenska Bistrica, Oplotnica, Slovenske Konjice, Ruše in Zreče in mestne občine Maribor. V imenu občine Slovenska Bistrica je venec položil župan dr. Ivan Žagar. Za organizacijo prireditve je tudi tokrat poskrbel Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, v kulturnem programu pa so nastopili učenci osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Poskava in oktet Planika. Rodno se
Območna organizacija socialnih demokratov Slovenska Bistrica je v soboto 5. januarja v restavraciji Prestiž v Slovenski Bistrici že 19. praznovala dan stranke, ki je posvečen 76. obletnici poslednjega boja borcev Pohorskega bataljona. Prireditev tradicionalno pripravljajo kot odgovor na odločitev občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, ki je leta 1997 ukinil 8. januar kot občinski praznik in ga nadomestil s spominskim dnem občine Slovenska Bistrica posvečenem padcu Pohorskega bataljona. Gost na zboru je bil magister Dejan Židan, predsednik stranke SD in predsednik državnega zbora, ki je spregovoril o aktualnih političnih dogodkih, med drugim tudi o letošnjih evropskih volitvah. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je v torek 8. januarja v Viteški dvorani Bistriškega gradu v počastitev 76. obletnice padca Pohorskega bataljona pripravil spominsko slovesnost in predavanje dr. Ferdinanda Šerbelja z naslovom Od vojne do vojne, po poti nerazčiščene diplomacije od prve do druge svetovne vojne. V kulturnem programu so nastopili učenci osnovne šole Šmartno na Pohorju in moški pevski zbor Kud Oton Župančič Tinje pod vodstvom Mladena Ravnikarja. Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Obravnavali so 9 kaznivih dejanj, od tega 2 tatvini, veliko tatvino, 3 poškodovanja tuje stvari, zlorabo osebnih podatkov, odvzem mladoletne osebe in grožnjo. Zgornja poskava. Neznani storilec je na vzvod vlomil v gostinski lokal, kjer je preiskal prostore in odtujil nekaj predmetov. Z dejanjem je lastnika oškodoval za 300 evrov. Slovenska Bistrica. Zunajzakonska partnerka je onemogočila stik otroka z očetom, kljub temu, da je bil oče upravičen do stika z otrokom po odločbi Okrajnega sodišča Maribor. Neznani storilec je preko spleta pridobil podatke oškodovanca in fotografijo, nato se je preko spleta predstavljal z lažnim imenom in priimkom. Neznani storilec je na parkirnem prostoru namerno poškodoval parkiran osebni avtomobil, z dejanjem je lastnik oškodovan za 1000 evrov. Policisti so bili obveščeni o 6 prometnih nesrečah, od tega so obravnavali 2 prometni nesreči z materialno škodo. V 4 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencu izdali pisno obvestilo. Zaradi povzročitve prometne nesreče so 2 povzročiteljema izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev prometnih predpisov so podali 4 obdolžilne predloge in izdali 57 plačilnih nalogov. Začasno so odvzeli 4 vozniška dovoljenja, zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja pa so začasno zasegli 2 osebna avtomobila. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 1 intervencijo in sicer na javnem kraju in o zadevi napisali uradni zaznamek. S tem tudi zaključujemo prvo letošnjo oddajo Bistriški teden in se vam seveda zahvaljujemo za vašo pozornost. Prijeten in uspešen teden vam želimo pa na snidenje.